Zaenkrat o tej vrsti vemo zelo malo. Vemo, da so bili razumni, vemo, da so častili en prav poseben material in ta snov se je imenovala plastika. Danes jih imenujemo plastiščarji. Domnevamo, da so trpeli za kariesom, periodontozo, za težavo s prebavo, za slabim zadahom, izpadanje las, kratkovidnost, tudi duševne motnje. Domnevamo, da se je tu vršila tako imenovana religioznost instalatrije. Ohranjena so nam imena nekaterih teh božanstev, žal zelo malo. TikTok, Biber, Ipod, Iphone. Potem so deleženci rituala dobili simbolno reprezentacijo Matere Zemlje in potem so z njo simulirali oziroma posnemali gibanje Zemlje po vesolju. Plastičarska družba je bila tudi zelo hierarhično razplastena in domneva se, da je najvišji plastokasti pripadal zgolj 1% plastičarske populacije. Tole je obsežno področje geta. In takšnele monoplaste so postavljali, kot domnevamo, na romarskih poteh. Ko nahraniš monoplast, dobiš dejansko nekaj življenja, dokupiš si nekaj časa. Gre za rekonstrukcijo plastosfere ali ozračja, za kakršno domnevamo, da je prevladovala na Zemlji v času plastiščarjev. Vemo, da so plastiščarji zelo lepo skrbeli za avtomobile, da so jih polili, brali, po nekaterih ostankih sklepamo, so jih celo frizirali. Ena to še ni to. Kaj pa mislite, da je to?